Lep pozdrav, dragi moji zeliščarji. Ja, nažalost se danes ne vidimo v naših prostorih. Zaenkrat se bomo srečevali takole preko krajših videov. Kljub temu imamo zelo veliko za obdelati. Saj veste, zdaj je že tudi kar čas, še vedno nabiramo zdravilne rastline. Sicer je bolj čas korenin, nabiranje plodov, lubja in tako dalje. Kot mogoče veste, danes vam bom predstavila dve rastlini, ki sta zelo aktualni ta čas. Mislim, da mogoče že lahko predvidevate, katere so, tako da bi kar začeli s prvo. Prva rastlina, takole, jaz jo imam že pospravljeno, posušeno. Mislim, da je že vsem jasno, za katero rastlino gre. Tole je šipek, posušen šipek, svež. Še vedno ga imate dovolj, ga lahko že nabirate od nekje konca septembra. Pri šipku oziroma divja roža, reče se ji tudi pasja roža ali divja vrtnica, je seveda najbolj znan njen plod, ki sem, kot že povedala, se nabira nekje od konca septembra pa vse tja do zime, do snega. Zdaj plodovi oziroma tista semena, ki so potem v njih, se nabirajo za čaj. Seveda je tudi najbolj se uporablja za čaj. Jaz ga nabiram takrat, ko je še bolj trd, in ga potem celega posušim. Šipek, ki postane tako bolj mehek, tistega pa potem raje uporabim za kakšne marmelade. Iz njega pa lahko pripravimo tudi takšen, jaz mu rečem, šipkov med. To se pa pripravi tako, da svež šipek, tisti, ki je bolj mehek, dobro zameljete v takšno pasto. Tisto pasto potem poskusite čim bolj precediti oziroma stisniti preko cedilo. Tisto cedilo naj ne bo pregosto, ampak tako pač glih toliko, da semena ne grejo skozi. Ko dobite tisto pasto pa zmešate potem z medom, in to je to. Dobite eno takšno marmelado oziroma takšen šipkov med, katerega potem uporabljate, ali ga jeste kar po žličkah, ali si ga namažete na kruh, ali pa pri pripravi raznih sladic. Šipek je najbolj znan potem, da vsebuje ogromno vitamina C. Kako se pripravlja šipek? Jaz ga pripravljam kot tako, da šipek suh strem, ga dam v takšno toplo oziroma neko mlačno vodo in si v bistvu pripravim hladni namok, torej ga pustim namakati čez noč. Zjutraj vse skupaj segrejem do nekje maksimalno 40 stopinj, precedim in potem tisti čaj uživamo večkrat na dan. Ne pretiravati, nekje po požirkih. Drugače si lahko pripravite šipek tudi kot poparek. To pomeni, da vzamete pač strt šipek brez semen, nekje poparite za 10-15 minut in potem to pijete spet kot čaj, večkrat na dan. Ta čaj lahko tudi sladite z medom, sladkorjem, pač kar vam najbolj odgovarja. Kot sem že povedala, šipek ima zelo veliko vitamina C, vsebuje še kalcij, kremenčevo kislino, jabolčno, citronsko in jantarno kislino, magnezij, fosfor. V glavnem najbolj pomaga pri večanju odpornosti, preprečuje in zdravi prehlade, gripe, druge bolezni, ki so povezane z vročino. Pomaga tudi pri krvavečih dlesnih. Zelo, zelo priporoča se doječim materam, slabokrvnim nosečnicam, odpravlja utrujenost in pa, kot sem že povedala, neko krepi naš imunski sistem in pa odpravlja neko splošno oslabelost. Tako da iz njega si le pripravite čaj, lahko si pripravite tudi tinkturo. To pomeni pač, da šipek namočite na alkohol in si s tem pripravite
alkoholni izvleček oziroma tinkturo, ki ga jemljete po kapljicah večkrat na dan. Lahko si pripravite tudi razne marmelade, kot sem že omenila, in pa hladno stiskano olje. Tisto pa ne vem, če boste lahko sami, če nimate tistih strojev za stiskanje olja, ampak drugače se pa iz semen šipka pripravlja hladno stiskano olje, ki se spet uporablja notranje, torej ga lahko uživate. Drugače je pa šipkovo olje zelo uporabno v kozmetiki, ker pač vsebuje zelo veliko vitamina C in s tem nekako pomaga pri nastajanju kolagena pod kožo, kar pa odpravlja seveda gubice in ohranja našo kožo mladostno. To je nekako o šipku, jaz upam, da sem kar dovolj povedala o njem. Kot sem rekla, zdaj je čas, da si ga naberete. Pri nas ga raste še precej. Lahko uporabite tudi šipek domačih vrtnic, vendar bodite pozorni na to, da niso bile prej škropljene z fitofarmacevtskimi sredstvi. No, nekako naslednja rastlina, ki se zdaj tudi nabira, je zelo aktualna. Mislim, da že tudi kar vsi poznate, je pa kostanj. Kostanj ima zelo pozitivne učinke na naše zdravje. Zelo je okusna, zdrava je jesenska popestritev jedilnika. Seveda pa, če greste nabirati kostanj, je tudi zelo odlična rekreacija in pa tudi malo zabave za vso družino. Torej, kot sem že povedala, ima zelo veliko zdravilnih učinkovin, vsebuje zelo veliko ogljikovih hidratov, največ vsebuje škroba, skoraj nič maščob in nekje 6% beljakovin. Zelo bogat je z vitamini skupine B, kar je seveda tudi odlična hrana za starejše, športnike in pa otroke. Nekako kostanj bogati naše telo z folno kislino, kalijem, fosforjem, številnimi drugimi pomembnimi elementi. In če že lahko rečemo nekje 100 gramov kostanja, če ga spečemo, vas bo oskrbel z 250 kalorijami, če ga pa skuhate, pa nekje 170. Tako da, pa da ne bo kostanj samo kuhan pa pečen, si lahko iz njega pripravite tudi kostanjev puding. To se pa pripravi tako, da pač vzamete nekje 250 gramov olupljenega kostanja, 500 ml mleka, 100 gramov sladkorja in pa vaniljev puding. Olupljene kostanje v mleku skuhate, potem jih pretlačite, da dobite takšen pire. To pomešate s sladkorjem in pudingom ter potem v preostalem mleku do gostega skuhate. Maso pač potem preprosto vlijete v skodelice, kozarčke, pustite, da se ohladi, pa postrežete potem z raznim kakšnim sadnim sokom ali pa kostanjevim džemom, na primer. Lahko zdaj nabirate tudi divji kostanj, ne samo pravi kostanj. Divji kostanj je precej drugačen od pravega. Sicer ga tule nimam, da vam ga lahko pokažem, pa mislim, da ga kar vsi dobro poznate. To ne vem, če veste, ampak pri divjem kostanju lahko nabirate tudi cvetove in liste. Iz listov pa se potem pripravi zelo okusen čaj kot poparek. Ta čaj pa potem razstruplja sluz in pomaga pri izkašljevanju. Iz plodov divjega kostanja pa si seveda pripravite lahko olje, ki ga potem uporabljate pri težavah s krčnimi žilami. Tako da jaz vam želim veselo nabiranje. Če pri vas ne raste kostanj, si lahko pridete tudi k nam po njega in se obogatite in se obvarujte pred virusom, ki trenutno kroži po naši Sloveniji. Lep pozdrav, do naslednjič.